Lepo pozdravljeni in dobrodošli ob spremljanju Kronike tedna. V Mojstrani so proslavili 35. obletnico razvitja slovenske zastave na Triglavu. V Slovenskem planinskem muzeju so pripravili slovesnost Naprej zastava slave, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja sodelovali. Prireditev je pripravilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Spoštovani gosti, dobrodošli pred našim muzejem v Mojstrani. Gornjesavski muzej Jesenice že več kot 70 desetletij skrbi za kulturno dediščino v Gornjesavski dolini. To ni bilo zgolj uresničenje le neke ideje, ampak ker je Triglav vse od konca 19. stoletja v slovenski narodni zavesti, je razvitje slovenske zastave pred 35 leti na njegovem vrhu predstavljalo močno simbolno dejanje. 12. junija leta 1991 se je 21 gorskih reševalcev pod vodstvom Janeza Brojana v popolni tajnosti o podpori letalske enote Milice iz Mojstrane podalo na zahtevno misijo na vrh Triglava, da bi tam razvili in posneli slovensko narodno zastavo. Na kratko bi vam opisal, kaj se je dogajalo takrat, ko smo bili gor, kar je par dni skupaj. Narodna zastava na vrhu Triglava, 12. junij 1991. Bližal se je dan osamosvojitve Slovenije, ko me je nekega majskega dne po telefonu iz Vile Podrožnik v Ljubljani poklical gospod Gorazd Končar, eden glavnih organizatorjev proslave ob razglasitvi samostojnosti. Iz pogovora sem razbral, naj bi v strogi tajnosti prevzel izobešanje zastave na vrhu Triglava. Da so to nalogo v Ljubljani zaupali meni, sem seveda s ponosom in veseljem sprejel in potrdil. V kasnejših razgovorih k svojih imela so stekle točne priprave. Zagotovil sem 10-metrski drog in 21 fantov gorskih reševalcev. Večina nas je bila iz naše postaje Gorske reševalne službe v Mojstran. K sodelovanju pa sem povabil tudi nekaj prijateljev sosednjih postaj. Drog sem sestavil iz 3 delov, tako da nam ni delal probleme pri prevozu. Zastavo, bakle in nekaj pripomočkov pa so zagotovili v Ljubljani tik pred snemanjem. Datum, ko je moral biti vse nared, se je neusmiljeno bližal, vremena za snemanje pa ni hotelo biti. Čemurno in oblačno junijsko jutro je rodilo lep dan. Odločitev za akcijo je padla ob 10. uri. Takoj sem obvestil vse vpletene in ob 2. uri popoldan smo bili že zbrani na dogovorjenem mestu s popolno zimsko opremo in smučmi, in to zaradi tega, če bi slučajno, kar je gospod Lojze povedal, kdo hotel misliti, da gremo kaj delati, kar ne bi smel, da bi rekli, da smo šli smučati. Dogodek so tudi obudili. Udeležencem razvitja zastave in svojcem umrlih so podelili spominske zahvale, na vrhu Triglava pa znova za kratek čas razvili narodno zastavo, jo poslikali ter posneli, izobesili pa so jo tudi na stavbi Slovenskega planinskega muzeja, kjer je potekala slovesnost. Komu najprej veselo zdravico, bratje, čmo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je sinov sloviče matere, brate, vse,
Živi nas in narodi, ki krepeli dočakat dan, da koder sonce godi, prebili sveta bo pregnan. Daroja, rozbov vsak ne vragle sosed pomeja. Daroja, rozbov vsak ne vragle sosed ne vragle sosed Triglav kot simbol slovenstva je bilo zanesljivo najbolj primerna lokacija za razvitje slovenske zastave pred 35 leti. In mislim, da smo lahko ponosni na to. Seveda pa tudi današnji dogodek, da se spomnimo vseh tistih, ki so s svojim pogumom, odgovornostjo seveda prispevali k temu, da je nastala naša Slovenija, in seveda zahvala danes tudi vsem tistim, ki so prisotni in so bili tudi pred 35 leti pri tem pogumnem in zgodovinskem dogodku. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so postavili tudi razstavo o dogodkih izpred 35 let, na kateri si lahko obiskovalci ogledajo fotografije Joca Žnidaršiča in Mirka Kunšiča. Kranjskogorska županja Henrika Zupan je v Ljudskem domu v Kranjski Gori pripravila tradicionalni sprejem za učence, ki so vseh 9 let osnovnošolskega izobraževanja končali z odličnim uspehom. V letošnjem letu je v občini Kranjska Gora 12 odličnakinj in odličnjakov, 7 iz osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in 5 iz osnovne šole 16. decembra Mojstrana. Na sprejem so bili povabljeni tudi starši, ravnateljici in razredniki. Ja, seveda je to poseben dogodek za vse devetošolce, ki so šolanje oziroma ki so bili vseh 9 let odlični. Seveda najprej jim za tak lep uspeh čestitamo. To je zanesljivo, bom rekla, veliko učenja, odrekanja in seveda njihove vztrajnosti in tudi odgovornosti. Seveda je tudi, tukaj so seveda tudi starši in učitelji, ki so jih pri njihovem, bom rekla, učenju in vzpodbujali, jim stali ob strani. Seveda jeseni pa stopajo v srednje šole in zaželela sem jim predvsem veliko uspeha v nadaljnjem šolanju. Vrata v svet so jim na široko odprta, zdaj pa zaključujejo, bom rekla, lepo obdobje in si vsekakor zaslužijo predvsem sproščene počitnice. Odličnjaki so v spomin na dosežen uspeh prejeli županino petico Spust po jeklenici v Planici in vrtnico. Dogodek je popestril tudi kratek kulturni program. Prazen dan, navaden cilj in zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Pred mladimi so torej nove poti in izkušnje, ostajajo pa lepi spomini na osnovnošolska leta. Najlepši spomin na šolo pa je prijateljstva, ki smo jih stkali, pa končni izlet. Končni izlet. Ekskurzijo v London. Končni izlet. Kam? Mirabilandia, San Marino. Vse te, ki smo palačinka party pa to organizirali, pa tudi končni izlet. Valeta pa končni izlet. Smo šli v London pa končni izlet tudi. Vse zabave. Valeta pa končni izlet. Valeta. In kam jih bo zdaj vodila pot? Vpisal sem na gimnazijo Bežigrad. Na ekonomsko gimnazijo Radoveljcev. Gimnazija Jesenice, športni oddelek. Gimnazijo Jesenice. Vpisal se bom v gimnazijo Jesenice, na navaden oddelek. Na vzgojiteljsko, na Jesenice. Na gimnazijo Jesenice, na športni oddelek.
Ekonomska gimnazija v Radovljico. Gimnazijo Jesenice na športen oddelek. Vpisala se bom na ekonomsko gimnazijo v Radovljico. Vsem seveda srečno tudi v našem imenu. Komunala Kranjska Gora se lahko pohvali z novo pridobitvijo, novim vozilom za čiščenje in upravljanje kanalizacijskih sistemov. Seveda so ga zelo veseli. Gre za specialno vozilo, Kanaljet, kot vidite v ozadju. To je, bom rekel, za komunalo velika pridobitev. Prvič reakcijski čas bomo lahko s tem zmanjšali, ker bomo imeli stroj doma. Kot drugo je pa tudi, bom rekel, se bo veliko na preventivi lahko naredili, tako da pričakujemo, da bo na sistemu tudi manj okvar, manj dežurstev, vikend težav, tako da za bom rekel, komunalo Kranjska Gora je to ena večjih pridobitev v zadnjem času. Uporabljali ga bomo tudi za čiščenje meteornih vodov, tako da bom rekel, bomo po dolgem času prišli na neko tako stanje, da bo naš kanal pregledan v takem stanju, kakor je potrebno, da ne bi tudi, bom rekel, v večjih padavinah prišlo do kakšnih izlivov. Spar Slovenija je slavnostno odprl novo trgovino na lokaciji Razorja, najstarejšega hotela v Kranjski Gori. Najnovejšo trgovino Spar Kranjska Gora. Zelo dobro založena trgovina bo odprta vsak dan, razen ob nedeljah od 7 do 21. Zelo smo veseli strani občine Kranjska Gora, da je Spar odprl novo trgovino v strogem centru, v najstarejšem hotelu Razor v Kranjski Gori. Pomeni dvig kakovosti turistične ponudbe in pa seveda tudi obogatitev trgovske verige in trgovskih izdelkov, tako da želimo Sparu in novi trgovini veliko zadovoljnih kupcev, predvsem strani domačinov in pa seveda tudi domačih in tujih obiskovalcev, ter seveda veliko število zadovoljnih domačih trgovcev, ki bodo tukaj opravljali zelo pomembno nalogo. Trgovsko podjetje Spar bo 3 lokalnim organizacijam podarilo tudi skupaj 3000 evrov. Glasujete lahko za Gorsko reševalno službo Kranjska Gora, Prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora in Društvo prijateljev mladine Kranjska Gora. Pred dnevi so se na seji sestali bohinjski občinski svetniki. Sklepe seje povzema župan Jože Sodja. Zadnja seja, redna seja. Jaz mislim, da lahko se nam naredi, da med počitnicami bomo mogli sklicati kakšno izredno sejo, vendar v temu zaenkrat ne bi. Si jo želim, ker takrat bomo potem imeli sprejet OPN. Drugače smo pa na tej seji morali jo speljati zaradi rebalansa, ker smo imeli prvi rebalans v letošnjem letu. Na tem rebalansu smo spreminjali določene stvari, nekje smo nekaj vzeli, nekaj dodajali. Gre se pa za projekte ali pa bom rekel investicije, kjer že vemo, da ne bomo uspeli do konca leta speljati investicijo, smo tam sredstvo vzeli in jih prenašali na drugo stran, tam, kjer pa rabimo sredstvo, tako da smo nekako ta naš proračun uskladili in pripravili vse te investicije, da potekajo naprej. Nikjer nobene investicije nismo ukinili ali pa rekli, ne bomo jo delali, ker je ne moramo, ampak smo jih samo zamaknili. Določene sredstva smo pa nikot povzeli zaradi tega, ker vemo, da se bo ta investicija zavlekla v naslednjo leto in bo plačilo v naslednjem letu, tako je nesmiselno zdaj imeti nekje na rezervi ta denar, ki ga krvavo rabimo kje druge. Tako da je ta točka, ko je potekala kar v redu, imeli smo že na komisijah tudi pripombe, tako da je šla tekoče. Že sama seja je šla dosti tekoče. Imeli smo potem tudi potrditev direktorja za OZG. To smo se odločili, ali pa sem se odločil, da dam na sejo zaradi tega, ker je
so vse občine gorenjske potrjevale ali pa so se pač odločile o temu, ali je gospod Žura, ki je bil izvoljen na svetu OZG, primeren ali pa ne. In smo tudi mi to točko dali, zato da mislim, da je prav, da smo ena izmed gorenjskih občin in je prav, da tudi mi damo svoje mnenje. Bil je prisoten gospod Žura, kjer nam je tudi povedal na mogoče kakšno vprašanje, na katero smo imeli kakšno dilemo, in vesel sem, da smo to dobili odgovore in da smo potrdili tudi njega, ker jaz lahko rečem, da smo lahko zadovoljni z njemu in jaz osebno kot župan sem zadovoljen, ker se da z njemu delati in pa je kar veliko pripomogel naši občini. Potem smo imeli tudi potrditev uspešnosti naše ravnateljice osnovne šole. To je prišlo naknadno. Bila je pripomba, da zakaj smo mogli to vnesti v ta naš dnevni red naknadno. Pa je dobili smo razlago, ki je smiselna, da se je čakalo sprejetje zakona ali pa spremembo zakona, da tega ne bi nam ustanoviteljic več bilo potrebno dajati, vendar se to ni zgodil, ta zakon se ni spremenil in je letos, ampak je predstavljeno na to na drugo leto, tako da drugo leto tega ne bomo več delali, letos smo pa še mogli in zato so dali tik pred zdajci na sejo, da smo tudi to potrdili in tudi izglasovali to nagrado za to za leto 2025. To potem smo imeli pa še, ker je zadnja seja pred počitnicami in pa pred našo občinsko proslavo, ki je praznik v avgustu, 26. avgusta, smo imeli še nagrajence, ki so prišli na prijave na komisijo. Komisija je pač odločila po točkah, točkovala in te točke so pač dale te nagrajence, tisti, ki so pač te točke dosegali. To smo tudi potrdili. Tako da potem pa smo imeli še pobude in vprašanja in tam smo določene stvari jim povedali, kaj delamo, kje so investicije, kako se nahajajo, kje se nahajajo investicije in pa projekti, ta veliki. Nekaj je bilo pa tudi takih vprašanj, kot jih ljudje zastavljajo nam, kdaj bo to. Res pa je, da je tudi ključno vprašanje je bilo postavljeno, kdaj bo OPN. Ta naš prostorski načrt, jaz moram reči, da smo z njemu pri koncu in da bo v letošnjem letu. Rečeno je bilo, da ne povemo, a bo to kmalu. Jaz zelo nerad rečem, ja, bomo imeli to v enem mesecu, ker potem se tega ne stori, je mogoče čez 2 meseca in je vse narobe. Raje rečem pozneje in sem vesel, če bomo prej, tako pa, če bomo mi zaključili s temu, med počitnicami bomo sklicali izredno sejo za to, da to čim prej porinemo naprej. Ta teden je potekala kolesarska dirka po Sloveniji, ki se je včeraj končala prav v Kranjski Gori po vzponu in spustu s prelaza Vršič. Trase etap so bile zahtevne, svoje pa je naredila tudi vročina, ki kolesarjem ni prizanašala. Na dirki je pedale vrtel tudi Nejc Komac iz Podkorena. Včerajšnja sobota je bil dan za poletne muzejske noči. Pripravili so jo tudi v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Najprej je bilo na sporedu predavanje. Ja, letos že več kot 20 let poteka poletna muzejska noč in smo veseli, da smo del nje. Letos tukaj organiziramo 2 dogodka, ki se nekako tudi navezujeta. Razstava od Gregorja Kresala in njegovo predavanje o naravnih pojavih. In naravni pojav je bil tudi eden izmed razlogov za tragično zgodbo, ki nam jo prikazuje zelo zanimiv dokumentarni film, ki na svež način predstavi to zgodbo Dareta Vidica, Triglav pot od rešitve. Vreme nas ni nič presenetilo, vse smo speljali, čeprav da res ne zunaj, ampak v dvorani in smo veseli nad obiskom. Sledila pa je še projekcija filma. Jaz sem v hribe začel hoditi tam okoli leta 1979, v prejšnjem stoletju, in sem hribovce takrat naprej. Moji kolegi so rekli, ti si mladost in pol lajfa pustil v skalah, ker potem sem šel tudi v resno alpinistično kariero, ampak zdaj, ko plezam malo manj, še vedno hodim v hribe, sem najdel pač to
res zanimivo strast, se pravi astrofotografijo, ki jo zelo s pridom zdaj povezujem v neko tako enotno zgodbo. Se pravi, vzamem tisto robo, kakor jo še lahko odnesem na vrh nekega hriba, celo noč ostanem na vrh in zasledujem različne svetlobne pojave, od Lune do Sonca, zvezdnih prehodov, vseh mogočih skrivanj planetov za Lunami in podobno. In se imam pri tem neizmerno dobro. Sam sem, mir imam, nikogar ni okoli mene, da bi mi težil, še vedno sem v hribih, tako kot že od malih nog zelo rad. Istočasno pa delam nekaj, kar je bila moja strast vedno, ki jo pa nisem mogel tako izživeti v tistih letih, ko sem bil še v bistvu na nek način profesionalni alpinist. Zdaj pa poglejmo še na koledar prireditev. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze vojnih veteranov Slovenije Zgornja Gorenjska ob dnevu državnosti pripravljajo spominsko svečanost s kulturnim programom, ki bo ta ponedeljek 22. junija ob 16. uri na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju Tetra Edru. V kulturnem programu bodo nastopili učenci osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in kvintet policijskega orkestra. Slavnostni govornik na slovesnosti bo član Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemva. Delegacija predstavnikov organizatorja bo k spominskemu obeležju na Koranskem sedlu položila venec. Redni letni in hkrati tudi volilni občni zbor Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora bo v torek 23. junija ob 16:30 na golf igrišču v Kranjski Gori. Od 24. do 28. junija bodo v Kranjski Gori potekali Kekčevi dnevi z obilico zanimivega dogajanja za otroke, pa tudi starše. Podroben koledar dogajanja je objavljen na spletni strani Turizma Kranjska Gora. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili v tokratni Kroniki tedna. Želim vam prijetne, ne prevroče prihajajoče dni in nasvidenje do prihodnjič.